Za menoj stoji dostavnik leta 2014. Vse veste, kaj to pomeni, ne? To pomeni, da ga je strokovna komisija izbrala za najboljši dostavnik letošnjega leta. Ampak preden skočite v zrak in greste takoj po enega, poglejmo najprej, če je sploh pravi za vas. Običajni testni pogoji pri dostavnikih zvodenijo, ker so pogosto pomembne povsem drugačne lastnosti. V takšnem turneju custom boste v večini primerov posegali dve skupini kupcev. Prvi ga bodo uporabljali za službene namene, recimo, da bodo prevažali ljudi na kakšne dolge relacije ali pa bo služil kot dostavnik za smučarski klub. Drugi tip kupcev pa so družine z veliko člani ali pa z velikimi prostorskimi potrebami. Pa poglejmo, kaj oboji najbolj potrebujete. Vrhunske vozne lastnosti? Niti ne. Pri Fordu se hvalijo, da je tole najbolje vozni dostavnik, ki ima celo vektoriranje navora, da se lepše pelje. Krasno. In turnejo se res lepo pelje, to lahko potrdim. Bolje od tekmecev je pa tale moja vožnja po stezi bolj hec kot pa nekaj resnega, ker se kombi nikoli ne bo mogel res odlično peljati. Enostavno je prevelik, pretežak, preglomazen, zato si kupite S-Maxa ali pa Galaxija, če želite odlične vozne lastnosti, ne pa kombija. Tudi nihče ga po moje ne kupi za divjanje, zato se mi to sploh ne zdi pomembno. Dobrodošlo, ja, pomembno pa ne. Prostornost? Ja, krasna vrlina, sploh v dostavniku. Tole je še daljša izvedenka, ki je dolga skoraj 5,4 metra in je skoraj 40 cm daljša od krajše izvedenke in zato je prostora ogromno. Poskusite spraviti kolo ali dva v S-Maxa, ni šans. In zraven imeti še 9 sedežev. To so stvari, ki jih cenim in pa recimo dejstvo, da je teh pritrdilnih zank ogromno, da je sedeže povsem enostavno zložiti, konec koncev jih je povsem enostavno tudi odstraniti, le malce težki so. Bom pa vseeno pri sedežih pograjal dve stvari. Lahko bi bili vzdolžno pomični, vsaj zadnja klop, kjer je prostora bistveno manj kot tule in bi bila potem uporabnost še bistveno večja. Ta desni sedež bi lahko ponudil Isofix zanke kot ta dva, še najbolj pa me dejansko moti, da sovoznikov sedež oziroma oba sploh nista nastavljiva po naklonu. Tega res nisem pričakoval. In kakšen je za volanom? V bistvu precej dober in to je komisija najbrž močno ocenila. Volan je tako kot v Focusu in ostalih osebnih modelih, sredinska konzola tudi, kar je super, ker pomeni, da je ta del res dodelan. In uporaben s sistemom Sync, ki samodejno pokliče na pomoč, če pride do trka. Dejansko nimam občutka, da sedim v dostavniku, skoraj kot bi bil v osebnem avtomobilu. Sicer velikem, ampak osebnem avtomobilu. Ampak spet mi nekaj ni všeč in sicer prekratek sedalni del. Sam nimam niti 1,70 m, pa se mi zdi prekratek in dejansko so taki vsi sedeži. Za 32 000 evrov, kolikor s popustom stane takšen turnejo, pa bi tudi pričakoval samodejno klimatsko napravo, ki bi jo imel mnogo raje kot pa usnjene sedeže. Potem pa še motor. Ta 2,2 litrski turbodizel 115 kW je najmočnejši v ponudbi. Je prožen in presenetljivo tih, sicer ne toliko, kot smo vajeni pri osebnih avtomobilih, a vseeno pohvalno. Start-stop povzroča, da se na semaforih ugaša in vse je odlično, le poraba je z 10 litri povprečna. A ja, pri speljevanju v klanec na mesto ostane 2,5 sekunde, da ne potrebujete ročne. Si torej zasluži naziv dostavnik leta? Po mojem mnenju si, ker kot celota je turnejo custom zelo prepričljiv. Bi pa lahko z nekaterimi manjšimi popravki poskrbel, da bi enak naziv z lahkoto obdržal tudi naslednje leto. Ali pa da bi ga za svoje potrebe kupil kakšen košarkarski klub, pa ga ne bo, ker si ne predstavljam 9 velikanov na teh sedežih.